Pozdravljeni, ljubljeni mojstri, ljubljene mojstrice. Nadaljujem dramo drevesa spoznanja dobra in zla. Dotaknila se bom z resnično brutalno iskrenostjo teme, ki je tema, in podnaslov tega audio prispevka je tema Ljubimec, ki je vse storil zame. Govorila bom resnično iskreno, izhajala bom tudi iz svojih izkušenj, združevala bom spoznanja. Ne bom se oklepala ničesar, kar bi me zadrževalo. Torej, zakaj? Zaradi tega, če sem iskrena sama s seboj in s tistim, kar sem doživljala, preživljala, vi boste to lahko enostavno začutili, lahko boste na nek način najdli vzgibe in vzroke v sebi, zakaj biti brutalno iskren s samim seboj. Najprej bi se zahvalila moji mojsterski ljubljeni prisotnosti, jaz sem, za vsa spoznanja, za vso potovanje, za vse situacije, ki sem jih doživljala. Za vsako situacijo, vsakega človeka, vse, kar se je zgodilo ne z namenom, temveč z velikim namenom mojega lastnega prebujanja. Ta famozna prisotnost, jaz sem Bog, Oče, Mati, moj božanski jaz, kakorkoli v vsaki situaciji, na vsaki stopnji, v vsakem občutju in zaznavanju sem drugače poimenovala. Torej, ta prisotnost jaz sem me vodila skozi mnoge notranje svetove, kakor tudi zunanje situacije, in čutila sem in raj in enost in marsikaj lepega in popolnega v luči in svetlobi. In seveda pride do momentov, ko človek začenja videti stvari, videti resnico, ki sem jo klicala. Resnica ni bila več nek pojem, nek intelektualni ali pa intelektualno-duhovni koncept. Resnica se je začela odvijati in dogajati. Najprej sem bila pripravljena skozi spoznanje, skozi simbole, skozi proučevanje. Eto, recimo simbola drevesa spoznanja dobra in zla. In skozi mnoge druge simbole, ampak vsi ti simboli, ki so opisovali eno in isto, so me pripeljali do izkušnje resnice. Kar je povsem drugače, kajti ko prepoznaš, da je zunanji svet iluzija, ko to več ni koncept, ko je to živa izkušnja, se pojavi ogromna žalost, ogromna jeza in depresija. Jaz sem bila tako jezna, govorim vam z vso iskrenostjo, tako jezna na Boga in predvsem na ta dualistični koncept Boga. Ja, v mojem umu sem imela jaz Boga, ki je v meni, ki sem eno z njim. Občasno sem lahko čutila euforijo, ekstazo tega združevanja, tega čutenja enosti med menoj in očetom v meni. Ampak to so bile mistične izkušnje, ki so se dogajale vsake toliko časa, ki so trajale le nekoliko časa, ni pa to bilo stalno stanje duha ali zavesti. Torej, ogromno sem prejela in razjezila sem se, zelo sem se razjezila. Torej, po spoznanju, da je svet iluzija, kar bi lahko takoj označili kot da je tema, a vendar. Torej, ogromno frustracij iz podzavesti in nezavednega se je utelešalo skozi najprej ogromno depresijo in žalost, kajti potem vidite res, da nimate nič s tem svetom in ta odtegnitveni sindrom povzroča žalost in depresijo. Da ne bom tu se predolgo zadrževala, torej ogromna jezo sem začutila do Boga. Jezo, ki jo ne morem primerjati z nobeno jezo
do kogarkoli na zemlji in do katerekoli situacije. To je neka posebna jeza, to je konglomerat jeze, besa, gneva, a vendar ne, ni to bilo na mojo lastno prisotnost, to je bil gnev, bes, jeza na dualistični koncept Boga. Torej v umu sem imela Boga enosti, a vendar v mojem skritem nezavednem delu je še vedno obstajalo verovanje, čutenje, zaznavanje dualističnega Boga. In seveda, ko se ti združuje s prisotnostjo jaz sem, to je vse lepo, ampak posledica tega je, da mora neresnično ali iluzija priditi navzven. In je dobro, da se zgodi ta jeza in ko doživite ta trenutek, ne smete občutiti krivde zaradi tega. To je v bistvu osvobajanje od starih konceptov. In lahko se najprej to udejanja skozi neko žalost, depresijo, odtujevanje od sveta in potem, ko pričakujete neko iznenadno razsvetljenje, še večje prebujenje in ga neko iščete odgovore v svoji notranjosti, a Bog je tiho? Z namenom je tiho, da sprovocira to jezo iz vas, torej Bog kot prisotnost jaz sem. Da sprovocira jezo iz vas, ki jo nosite tisočletja in tisočletja do tega dualističnega Boga, dualističnega sveta, do dualističnega samega sebe. Tako, torej mi recimo skozi vse inkarnacije smo veliko govorili o svetlobi, o dobroti, o ljubezni, o potrpežljivosti, o odpuščanju, o vseh teh nekako pozitivnih, zaželjenih kvalitetah, ne? Temo pa smo označili z mnogimi etiketami nezaželjenega, prepovedanega, strašnega, nevrednega, nečesa, česar se rabimo sramovati in bati in podobno. In ravno zaradi tega smo postali vse bolj razcepljeni, razdvojeni znotraj sebe. Vse bolj smo si bili sami sebi tujci znotraj telesa. Torej, ne morem klicati luči, ne da bi ob tem izkusila temo, kajti torej, luč prihaja skozi zavestno udejanjenje, zavestno prejemanje osvetljevanja ali razsvetljevanja sebe. Torej, kaj lahko pričakujem, da moj nezavedni del, torej ta del, ki je označen s temačnostjo, potlačenostjo, da bo prišel ven, kajti luč se je dotaknila tega dela. Seveda, mi se ponašamo z lučjo, z dobroto, z ljubeznijo, z odpuščanjem, z vsemi temi vrlinami, a našo temo, mračnost, smo zaklepali v največje okove in ji prisodili pekel, dragi moji. Z možnostjo popravka nekega, naprimer vicami, ampak to si bo zaslužila tema le, če bo zadosti trpela, če bo dosti gorela v tem ognjenem, v peklenem ognju. Vzklikali smo skozi stoletja, tisočletja, skozi vse inkarnacije, uničimo temo, ki je živa nevednost, izbrišimo jo iz kozmosa, mi smo zmagovalci luči in podobno. Da, zelo smešno, ampak velikokrat je to bilo zelo žalostno, boleče, razdvajajoče in je povzročalo še večjo ločenost znotraj nas. Da. Torej, to je bila na nek način, če gledamo zdaj skozi čas, prostor, širše, individualno in kolektivno, hkrati naša duhovna puberteta. Torej, čas našega uporništva proti temi, proti nezavednemu, ki je v pravem sočutnem razumevanju le del svetlobe, nek pozabljeni del nas. Tako smo odraščali duhovno, mentalno, emocionalno skozi utelešenje in v izkušanju mnogih filozofij, religij in duhovnih praks, samo z enim namenom, da bi pregnali, izgnali, egzorcirali to temo. Hoteli smo ubiti del samih sebe. In vsekakor prišli smo do trenutka tukaj in sedaj, prišli smo do situacije,
ko se na kolektivni ravni, še predvsem pa na individualni, dogaja veliko prebujanje. To, kar so napovedovali mnogi spisi, mnogi preroki, mnogi jasno oziroma vsevici. Torej, prišli smo do trenutka, ko se dogaja prebojenje. In prebojenje je zelo mučna stvar, kajti treba je sočutno sprejeti vse koncepte, vse dele samega sebe. Ni problem sprejeti svetlobni del in ga ljubiti. Največji problem je bilo sprejeti, sočutno sprejeti in ljubiti jaz, ki je tema. Ali ki je tako označen, bomo videli potem v nadaljevanju. Torej, ugotovili smo, da temo ni moč pregnati, segregirati, ločiti, izničiti, kakorkoli odstraniti je. In tu se dogaja mnogim zelo, zelo, zelo velika kriza identitete, verovanj, prepričanj, duhovnosti, kajti mnogo se je vlagalo v to luč in razsvetljenje in ogromno energije je odšlo v tako imenovano iluzorno izničenje teme. Torej, pa dajmo tako reči, odsekaj telesu noge in poskušaj biti celosten v fizični realnosti. Ali lahko brez nog hodiš? Vzemi srcu in poskušaj manifestirati dušo sebe. Ne gre, kaj ti duša rabi in srce in da manifestira oziroma izraža sebe. Odzemi duha duši in poskušaj biti Bogo človek. Ne gre. Ne gre, kaj ti zgornje in spodnje ni združeno, že spet so na nek način odsekane noge. Vzemi temo svetlobi, ubil si samega sebe. Ker svetloba sveti z namenom, ljubljeni moji, da ljubi temo, katera ljubi njo, svetlobo. Torej, oduzeti temo svetlobi, oduzeti človeku temo, bi bilo, kot da bi človeka presekali na pol. Vendar v našem prepričanju se je to dogajalo in zaradi tega smo bili dejansko polovični. Niti Bog, niti človek, niti duh, niti duša, niti ego, niti srce, vse je bilo nekaj razklano in raztreščeno. Torej, prihajam k drzni trditvi, ki ste mogoče verjetno tudi kje slišali, prebrali, a vendar jaz sem spoznala, da je to živa resnica. Tema, mrak, je vaš sveti ljubimec. Je tvoj twin flame ali plamen dvojček, tvoja duša dvojčica ali tvoja duša enosti, ki ste jo iskali ves čas, odkar je Adam, torej človek, zaspal. To je treba začutiti, spoznati in doživeti. Kajti to priznanje, da je tema, ta sveti božanski ljubimec, ta božanski twin flame, lahko samo se zgodi s sočutjem in razumevanjem tega dela samega sebe, da bi se lahko integriral v telo zavesti, torej v samozavest, jaz sem, ki sem. Torej, kaj se je zgodilo? Torej, Adam je zaspal, je dobil anestezijo. Pojavi se Eva iz Adama in mu s seboj pokaže drugo plat njega samega. Adam se zaljubi v Evo nezavedno, v samega sebe. Torej, tukaj gre za nezavedno zaljubljanje v del samega sebe. Kajti Adam je v zaspalem stanju in ne ve, kdo in kaj je Eva. On ne spozna, da je Eva Adam. Ker je Eva videla, da jo Adam ljubi nezavedno,
je hotela to na nek način spremeniti. Bog, torej vse Bog, vse prisotnost življenja in vse zavesti, skozi kačo, ki je modrost ali Sofija, nagovori in prepriča Evo, torej da Evi spoznanje, da naj svobodno jesta plodove z drevesa spoznanja dobra in zla, kajti to je začetek prebujanja iz Adamove anestazije, torej iz njegovega mrtvila, uspavanosti. Torej, ker smo stopili sedaj v zavest drevesa spoznanja dobra in zla ali svetlobe in teme, kakor želite, se lahko vedno zgodi ena zanimiva polarnost, nasprotnost, da vse, kar na tem drevesu spoznanja prebuja, lahko hkrati tudi uspava, in vse, kar uspava, lahko tudi prebuja. In smo tam, kjer smo. Torej, zaradi tega, kar se je zgodilo, torej zaradi teh prehranjevanja s plodovi drevesa spoznanja, Adam zasovraži Evo, nato kačo in naposled Boga. Torej, Adam zasovraži Evo, kačo in naposled Boga. Koga Adam v resnici zasovraži? Adam zasovraži samega sebe, torej svoje aspekte, svoje dele polne zavesti. En del je Eva, en del je kača in naposled sam Bog. Kajti Adam je Eva, toda tega ne spozna. Adam je kača, a tega ne sprejme, in Adam je Bog, a od tega beži. Kam? Kam Adam beži? V še večjo anestezijo, še večjo mrtvilo, uspavanost. Adam vpije in krivi, da so krivi Eva, kača in Bog. In od takrat so ti trije postali tema ali nezavedno. In ravno zaradi tega je od takrat strah, sram in občutki krivde, potreba po obsodbi, po izgonu, po izničenju, postala del zavesti ali demoni ali čuvaji, ki ščitijo oziroma so na prestopu, na meji med zavestnim, podzavestnim in nezavednim. Adam ne razume, torej Adam kot človek, govorimo, to je lahko moški ali ženska. Adam ne razume, da ga Eva, kača in Bog neomejeno ljubijo in da bodo vse storili za to ljubezen in za naklonjenost Adama njim. Torej, Adam je v takšni pozabi, da ne vidi, ne more občutiti ljubezen, ki jo Eva, kača in Bog imata do njega. Ljubezen pa je v tem, da Adam postane polnozavestno bitje, jaz sem, ki sem. A vendar Adam se boji te teme in zaradi tega jo loči od samega sebe. Med seboj in temo postavi stražarje resničnosti, tako imenovane demone, da bi mu preprečevali, da ga Eva, kača in Bog še kdajkoli zavedeta. Torej, zavest, zunanja zavest postavi stražarje med podzavestjo in nezavednim umom. Sedaj vemo, zakaj obstaja ta ločnica. Adam se je bal novega zapeljevanja v svojem neznanju in nevednosti. Torej, tukaj vidimo, da je na tem nivoju Adam zavestni Eva je podzavestni in Bog je nezavedni Kaj je kača? Kača je nit oziroma združevalni element, ki povezuje te tri segmente,
Adama v eno božansko zavest jaz sem. Torej, lahko še tako pogledamo. Adam je iniciator, sejalec, falus, akcija. Torej, zavestni Eva, ki je podzavestni je sprejemnik, je maternica, je zemlja, je reakcija. Torej, ustvarjanje, rojevanje plodov, ki jih je zasejal Adam, zavestni Bog je tu v nezavednem, ampak Bog pomeni enost, sočutno združevanje Adama in Eve, zavesti in podzavesti, v eno božansko zavest jaz sem, ki sem. Kača pa tu nastopi kot interakcija med Bogom, Evo in Adamom, nezavednim, podzavednim in zavednim. Torej, interakcija med njimi, dokler se ne doseže ta ena zavest, celotna zavest jaz sem, torej Bogo človek, Adam Kristus. Ljubljeni in ljubljene, kdo je ta Adam? Ta Adam je človek. Vsak človek ali celo, lahko rečemo, kolektivno človeštvo. Torej, jaz sem ta Adam. Kdo je Eva? Jaz sem ta Eva. Naša podzavest je Eva. Kdo je kača? Jaz sem ta kača, ta povezovalna nit med vsemi aspekti mene. In kdo je Bog? Jaz sem Bog, torej vsi smo mi Bog. Tu vidimo, da se vsa drama, dogajanje v povezavi z raja, torej Edenskega vrta, Adama, Eve, kače in Boga, pravzaprav odvija znotraj nas. Torej, ta simbolika se tiče naše notranjosti in našega potovanja iz enosti, bom rekla, iz naivne, deviške enosti skozi dualnost v potem vsemočno enost Boga človeka. Torej, Adam, zbudi se, človek, zbudi se in prenehaj z vojnami v sebi. Odpri oko srca in sočutno sprejmi svojega twin flama, svoj plamen dvojček. Sprejmi ta svoj hrbet, ki te je brezpogojno ljubil, ki te je ščitil na vseh tvojih pohodih dualizma. V to temo, v to nezavedno si naložil vse, kar si sovražil na samemu sebi. Tu si odložil vso neljubezen do sebe, do svojega potovanja. Tu domuje vsa tvoja jeza, ločenost, vsaka tvoja zaskrbljenost, vse, česar si se kadarkoli bal in sramoval. Tu si spravil vse svoje predsodke, bes, gnev, egoizem, nesrečo, vso svojo stisko potovanja in ločevanja si naložil to temo. Vse, kar si označil za nezakonito, nekoristno, omejujoče, ovirajoče, pogojajoče, vse biva v tej tvoji temi. A tvoja tema, ljubljeni Adam, tvoja tema je to sočutno sprejema, brez ugovora, brez sodbe in kritike. Kajti ta del tebe je tvoj večni del, ki te vedno spremlja, ki te tako noro ljubi, ki se žrtvuje zate. Da, človek, tvoja tema se je žrtvovala za tebe, prenašala vse tisto, kar ti nisi želel. Sprejela je vse, kar si ti potlačil in skrbno nosila v sebi. In ti si to označil kot za satansko, hudičevsko, demonsko. Medtem, ko ta tema, kot senca, je vedno ti sledila
in vse tiste smeti tvoje je nase prevzemala. Ves križ je ona nosila zate. In kot tvoja senca te je diskretno, neopazno spremljala v vseh tvojih pohodih, dogodkih, časih, prostorih in dimenzijah. Vse posod je bila, kajti v tej temi je skrit tvoj twin flame, tvoja Eva, tvoja kača in tvoj Bog, jaz sem, ki sem. In potem si se čudil, zakaj ne slišiš Boga. Kajti Boga in svojega twin flama, vse te 3 segmente si zatrpal z vsem tistim, kar nisi hotel sočutno sprejeti pri samemu sebi. Iz življenja v življenje, iz stoletja v stoletje, iz tisočletja v tisočletje. In kako naj bi videl sebe kot Boga, sebe kot ljubezen? Kako naj bi se združil s svojim notranjim twin flameom? Svojo Evo, ki je v tebi vedno, ki se je zate žrtvovala, in Boga, ki je vedno sočutno sprejemal vso to tvoje nalaganje smeti. In te smeti, ljubljeni Adam, ljubljeni človek, ljubljeni mojster, mojstrica, ki me zdaj poslušaš. Te smeti neljubljenja sebe, nesprejemanja sebe, nesočutnega obravnavanja vseh svojih aspektov je zavesa, zastor iluzije. Je črta ločnica med božansko zavestjo jaz sem, ki sem, in človekom. Vse to, kar se je nabralo na podzavestnem, nezavednem nivoju, vse te tvoje smeti iz življenja v življenje, je naredilo ogromen zid. In tu so vsi tvoji demoni, stražarji, vodniki, ki dovoljujejo, ne dovoljujejo ali dajejo samo utrinek videnja skozi. Zakaj so postavljeni kerubini z ognjenimi meči? Ti si postavil te kerubine, da se ne bi približal drevesu večnega življenja, ki je tvoja polna zavest, jaz sem, ki sem. Zato te sprašujem, ljubljeni Adam, ljubljeni mojster, mojstrica, ali lahko sprejmeš in resnično občutiš, da te ta zanikani, potlačeni in prepovedani del tebe neomejeno ljubi? Ali lahko čutiš ljubezen lastne teme do tebe, do tvoje luči? Ljubljeni Adam, ljubljena mojstrica, ljubljeni mojster, ali lahko občutiš, kolikšna in kakšna je ta ljubezen? To ni ljubezen od danes do jutri. To ni ljubezen ene dimenzije. Ali lahko občutiš, kolikšna in kakšna je ta ljubezen tvoje tako imenovane teme, da je sočutno dovoljevala, da vanjo zmečeš vse smeti, vse, kar te je kadarkoli motilo na sebi, na drugih in na vseh teh potovanjih skozi iluzijo dobrega in zla. Ali lahko sprejmeš in občutiš to ljubezen? Predragi Adam, ljubljeni mojster in mojstrica, tvoja tema je pripravljena. Ali me slišiš? Tvoja tema je pripravljena na snidenje s teboj. Tvoja tema, torej tvoj twin flame, tvoja Eva, kača in Bog v tebi čakajo na ta epohalni trenutek enosti, na to najbolj svečano ljubezen združevanja, da jo priznaš, torej temo
da priznaš, sprejmeš in zljubiš in integriraš vase kot enakovredni, popolni del tvoje zavesti. Jaz sem, ki sem. Ljubljeni mojster, mojstrica, dragi Adam, tvoja tema, torej tvoje nezavedno, Eva, kača in Bog, torej tvoj resnični plamen dvojček, je čakal na ta trenutek. Eone in eone, ere in ere, dobe in dobe. Skupaj s teboj je ta tvoj božanski ljubimec prepotoval v zanikanju, v tvojem zanikanju, vse poti na tvojem multidimenzionalnem potovanju, do tukaj in sedaj. Mojster, mojstrica, ljubljeni Adam, ali si pripravljen na vstajenje v enost? Ali si pripravljen sprejeti svojo zakonito večno ženo ali moža, torej samega sebe? Ali si voljan integrirati to v eno bitje? Ali si pripravljen na združitev vseh svojih aspektov polarnosti v sebi? Vsej svoji multidimenzionalnosti, še posebej tistih, ki so te tako neomejeno in večno ljubili, a ti si jih poskušal uničiti, izgnati, eksorcirati. Ne, Adam, ne imej občutka krivde. Samo te pripravljam na ljubezen do samega sebe, do vseh svojih delov, velikega jaz sem, ki sem. Adam, ali si pripravljen na resnično ljubezen? Ti, ki si pozabil na ljubezen še iz edenskega časa, kot je v anesteziji bila vzeta iz tvojega rebra. Kot je bilo odvzeta ta ljubezen vnovič na drevesu spoznanja dobra in zla. To je tista ljubezen, ki si jo iskal v vseh ljudeh, v vseh stvareh, dogodkih, situacijah. Ali si voljan, pripravljen na to resnično ljubezen? Ali si pripravljen na to kozmično poroko, na to spojitev vseh razdrobljenih, raztreščenih delcev samega tebe? Dragi mojster, draga mojstrica, ljubljeni Adam, ali si pripravljen znova vdihniti vase dih Božjega življenja? Torej vdihniti vase svojo Evo, kačo in Boga. Adam, ako in če si res pripravljen, potem pričakuj največjo avanturo ponovnega zaljubljanja vseh delov samega sebe. Adam, ljubljeni mojster, ljubljena mojstrica, to in edino le to te bo dokončno zbudilo in pripeljalo iz prebujajočega človeka v budnega bogočloveka. In spoznal boš in dovolil, da so vse vojne, bitke med tvojimi aspekti, delci tvoje zavesti, izkušnjami v tebi končane tukaj in zdaj. Vsi temni in svetli in barvasti in kakršnikoli neomejeni odtenki samega tebe, vseh tvojih misli, dejanj, stvaritev, občutkov, čustev, si sedaj sežejo v roke. Oni se objemajo med seboj. Jokajo od sreče in ponovnega zaljubljanja. Dogaja se jim ekstaza ponovnega videnja in združevanja. Kajti vojne so končane in vzpostavlja se Gospodov mir.
Dogaja ti se združevanje vseh jazov, teme, svetlobe in vseh barv in tonov samega tebe. Prihajajo v tvoj tempelj sočutja, ki je tvoje telo. Vsi aspekti, vse energije, vse stvaritve, angeli in demoni, ovce in pastirji, bogataši in siromašni, jezni in tisti, ki odpuščajo, zakompleksani in zafrustrirani in tisti, ki so v polnem zaupanju. In tako dalje. Vsi aspekti na paleti dualnosti. Kajti slišali so glas Boga. Slišali so tvoj glas, ljubljeni mojster, mojstrica, da so vsi oni dobrodošli nazaj vate, v to prenovljeno enost, v to prenovljeno celost, jaz sem, ki sem. Adam, torej mojster, mojstrica, občuduj to notranje obstajenje, ki si ga povzročil ti. Ti, ki poslušaš tole, ki čutiš te besede, ki so ti zelo sorodne. Ti si povzročil to notranje vstajenje, ker si priznal in dovolil samega sebe kot Kristus Boga, ki je Bog iz vse Boga, ki je jasen iz jasem, ki sem. Noben mojster, nobeno bitje, kozmično ali zemeljsko, ti ni pomagalo do tega. To vest radostno si prišparal ti za ta trenutek. Poglej, Kristus je živo, neomejeno sočutje. Vsi tvoji aspekti se vračajo radostno nazaj. Kaj ti vedo, Gospod je tukaj, Gospod je sedaj. Kristus je vstal v tem templju Adama. In oni vedo, da so zaželjeni in da jih Gospod čaka. Torej Armagedona ni. Apokalipsa je iluzija. In spoznaš, da niti ni končne, niti večne obsodbe, kajti vse je sočutje. In glej, ljubljeni mojster, ljubljena mojstrica, zgodilo se je to sočutje, po katerem si hrepenel eone. Zgodila se je ta ljubezen, katero si iskal skozi mnoge eone in plerome. In prišel si tukaj in sedaj, da končno spoznaš svojega svetega ljubimca ali sveto ljubimko. In to je ta famozni drugi prihod Kristusa skozi človeka Adama. To si ti, mojster, to si ti, mojstrica. Ali lahko to občutiš sedaj? In ti, kot ta Kristus, odrešuješ, osvobajaš in povzročaš vstajenje vseh delcev, vsake polarnosti in nasprotnosti znotraj Adamovega kraljestva, ki je tvoje človekovo kraljestvo, ki ravno zaradi tega, kar počneš, uteleša Božje kraljestvo tukaj in sedaj. Kristus, torej ti, si združil Adama z Evo, ali Eva se je vrnila v Adamovo rebro. Združil si se s kačo, ki te je popeljala na najbolj svečano avanturo bogočloveka. In končno nisi več samo eno z Bogom. Sedaj tudi ti lahko pritrdiš svoje poreklo. Jaz sem Bog. Prav tako, jaz sem Bog. Torej, dokaz drugega prihoda Kristusa skozi zavest in notranjost vsakega prebujenega Adama. Torej, budne zavesti ni. Drugega prihoda Kristusa ni.
ako vsi delci v človeku niso spravljeni, niso ponovno zaljubljeni. In takrat zgornje ni več zgornje, niti spodnje ni več spodnje. Levo ni več levo, niti desno desno. Moško ni moško, niti žensko žensko. Božansko ni več božansko, niti človeško človeško. Vse je, jaz sem tukaj in sedaj. Torej vse je živa, budna zavest. Jaz sem, ki sem. Torej, zakaj prebujajoči Adam? Prebujajoči. Ni prebujen Adam Kristus. Torej, prebujajoči bo ostal prebujajoči vse dokler ne vzljubi in sprejme kot samega sebe svojo Evo, kačo in Boga, vso svojo temo, ki jo je tlačil skozi eone in v mnogih pleromah. Torej, dragi mojster, draga mojstrica, le na tebi je. Le na tebi je, da se odločiš, ali boš v sočutju s seboj in v božanski ljubezni do sebe postal ali postala budni Adam Bogo človek Kristus. Torej, nekdo, ki je spravil samega sebe s seboj. Nekdo, ki je priznal in vzljubil svojo luč, kakor priznal in vzljubil svojo temo. Nekdo, ki ni več razcepljeno bitje na zavest, podzavest in nezavedni Nekdo, ki je postal le budna zavest. Ali, še bolje rečeno, le jaz sem, ki sem. Ne bom se ozirala na vse tiste, ki še vedno niso pripravljeni zapustiti igro dualnosti, torej zanikanja teme. Oziram se in čutim z vami ali sočutim z vami, ki ste v tej frekvenciji, ki lahko začutite svojo temo, ki se vrača k vam, ki hoče pokazati vso svojo ljubezen in želi doživeti prejemanje od vas luči. Od tu naprej je pot odprta in svobodna. Zastor se je dvignil. Spoznali ste sebe in ljubite sebe kot celoto, zato lahko ljubite vsakogar, kakor samega sebe. Živite svojo božanskost.